Evo takle, jaz sem rekel, da bom naredil tudi še en preizkus. Sicer v rokah zdaj držim, če pogledamo. Hitri antigenski test za SARS-CoV ali SARS-CoV-2. Tukaj vidite, od koga so ponovno te teste kupili. Torej gre za ponovno Majberg Pharm d.o.o. Vsebina tega kompleta bomo zdaj dali tukaj ven. Boste videli. Palčka. Če bi zdaj malo pobližali, bi ugotovili, da je tole sterilizirano z EO oziroma z etilen oksidom. Ste videli tamle spore. Torej etilen oksid, katerega so določene izdelke umaknili iz polic. Tule notri je potem tale palčka, jaz tale palčke zdaj ne bom odpiral. Vse, gledajte, za par evrčkov dobite tale komplet. Potem je tule notri tale plastična igračka. No, vidite. In potem še navodila za uporabo, to naj bi otrok znal sam, s pomočjo seveda staršev, pa določene stvari so tako napisane, da še meni včasih niso jasne, ampak ok, to so še navodila, ki so priložena. In tukaj je certifikat o pregledu, ki je to bilo pregledano na Kitajskem, vidite, Ljudska republika Kitajska. In pa tale ampulica in pa neka tekočinica. Jaz sem tole zdaj odprl, ker te namreč zadeva se testira na ta način. Jaz bom naredil en preizkus, sicer bom, tukaj lahko zdaj vidite, da je čist, da ne kaže ne C-ja, ne T-ja, nikjer tega znakeca. Tole, vidite? Še probam malo drugače tole postaviti, da bo to bolj vidno. Tole ampulico bomo zdaj odprli. Je neka tekočina. To tekočino zlijemo tule not. Potem bi naj tole not štorali s tole palčko. Jaz tega zdaj ne bom naredil, bom samo tole dol zaprt. Malo premešal tole vse skupaj. In zdaj bom 3 kapljice. Kaj je to? 1, 2, 3. In bomo počakali, kaj bo pokazal rezultat tega testa. Nekaj se že dogaja. Nekaj kaže, nekaj se preliva. Ampak počakamo 15 minut pravi. Potem bomo pa videli, kakšen je rezultat. Jaz vam zdaj lahko pokažem samo, da se tukaj nekaj dogaja, da se je to obarvalo. Kaže, da je prva črtica, tam kjer piše C, ok. Da pogledam, če pomeni. Razlaga rezultatov, ja, če je prva črtica zgoraj pri C-ju, potem je test veljaven.
Vendar zdaj moramo še počakati na drugo črtico. Par minut. 15 minut bo treba tole počakati, zato bom raje zdaj naredil tukaj pauzo. Videli boste, da tukaj tare C kaže, ne? Vidite? Na C-ju je črtica, 15 minut je pa treba počakati, ali pa kakšno urco, da vidimo, če bo še druga črtica. Ampak, že zdaj to ne velja, kajti nisem uporabil palčke in tako lahko otroci ali pa kdorkoli, ki uporablja ta test, že, kako se temu reče, goljufa, ne? Tako enostavno je zgoljufati. V glavnem, test je veljaven, zaenkrat kaže negativno, bomo počakali še par minut, pa bomo potem videli, kaj bo pokazalo. Evo, takle 15 minut, ki je mimo, ta test še vedno kaže, da je negativen. Torej, lahko rekli, da si negativen, ampak glede na to, da nisem uporabil palčke, ki jo imam še vedno tukaj, in nisem si vrtal po noseku, ter sem samo 3-krat namočil, oziroma 3 kapljice spustil z te ampulice v tole, kjer je tole narisano, tale z tekočino, bi ta test moral biti neveljaven. Definitivno neveljaven, kajti v tem primeru, kot je pokazalo, da je negativen, lahko goljufamo. In še nekaj. Recimo, da sem tale test opravil danes, torej 7. septembra ob 18:13, torej je z mano vse v redu. Nikjer ne piše, kdaj sem ga delal, nikjer ni dobene kodice za poskenirati, da sem naredil nič. In glede na to, da pravijo, da bi naj tako samotestiranje postalo v veljavi za vse nas, ne, če bomo želeli v trgovine ali kamorkoli, se sprašujem, kako bodo vedeli, kdaj sem se testiral. Kaj če jaz ta test uporabim in pa ta rezultat čez mesec dni tudi. Tako da, malo bi se trebalo vprašati, no zdaj bom jaz tole našprical z eno drugo tekočino, bomo potem videli, če se bo mogoče kaj spremenilo. V glavnem, test je pokazal, da je negativen, čeprav, kot smo že rekli, bi moral biti neveljaven, glede na to, da nisem naredil vse tako, kot piše. Zdaj, sami presodite, ali je lahko en tak test merodajen ali ne, da ste negativni ali da ste pozitivni. Jaz sem vam samo prikazal, predvsem zato, ker vidim, da veliko ljudi še vedno slepo verjame, vidim veliko otrok, da si tole vrtajo po noseku, čeprav tukaj gor piše, da je to EO, etilen oksid, torej na njem, zdaj ne vem, kakšna je tule količina gor, ampak da če so že iz prodajnih polic umaknili veliko teh izdelkov, ki bi naj vsebovali ta etilen oksid, ker bi to naj bilo nevarno za naše zdravje, se potem sprašujem, zakaj je nekaj takega na takih palčkah, da lahko to tišimo v naše noseke, oziroma v noseke naših otrok. Tako da res je veliko nekih nejasnosti, nekih čudnih, zares čudnih stvari glede tega, tako da sami si naredite tole mnenje, sami si lahko ustvarite mnenje na podlagi tega posnetka, ki sem vam ga pokazal. Zato po mojem ne rabiš biti nek strokovnjak, pa nek doktor, pa nek znanstvenik, da bi ugotovil, da dejansko je uporaba teh antigenskih testov, hitrih antigenskih testov in pa še posebej tukaj jih imate, MyBetPart, Parm, vsaj za moje pojme samo pretakanje denarja sem in tja in da bo nekdo pač zaslužil. Dejstvo pa je, da to se proizvajajo na Kitajskem. Tukaj lepo piše, vse, verjetno imate vsi te zadevice doma. Zdaj sicer meni tule malce poheca in mi ne izostri. V glavnem gre za proizvod iz Kitajske.
In dobro, pustimo stvari ostane tu, pa še enkrat pokažem samo tale dokumentek, ki bi naj bil certifikat. To je z moje strani zdaj vse. Če bo kakšna sprememba na tem testu, še obvestim, ampak jaz mislim, da ne bo. In lepo bodite.